Te lekcije, ki so se jih stežka naučili in se še učijo na delu, so seveda zelo poučne tudi za vse druge in se treba pripraviti bolje, kot so bili nekateri. Zdaj pa pozdravljam še Boruta Mekino, predstavnika še enega slovenskega dnevnika, ki je bil tudi v zadnjih letih deležen kar nekaj zamenjav. Med njimi je bila tudi ena opravljena brez podpore uredništva in tako naprej, kar zakon dopušča sicer. Ampak zdaj v zadnjem času se pa tudi na Večeru zdi, da se porajajo neke določeni novi prijemi. Novinarji, s katerimi se pogovarjam, predvsem pripovedujejo o recimo temu predhodnem že preprečevanju potencialnih morda razdražitev recimo temu oblasti. Zdaj danes ste imeli pa sestanek aktiva novinarjev Večera, pa verjetno tudi od tam imaš kakšne zanimive. Kot ste verjetno že videli v gradivu, mi iz vzhodnega dela Slovenije ne okolišimo v takšnih primerih veliko, ampak kar ustanovimo bunker. Ampak mogoče bi moral zdaj malce zaokolišiti. Prvo bi povedal nekaj, kar se mi zdi pomembno in pogosto spregledano. Po vsej verjetnosti so tiskani mediji najbolj verodostojni. Torej, ljudje, tisto, kar je zapisano, lahko morda rečemo, ljudje verjamejo bolj kot tisto, kar je na televiziji. Je zapisano, je v nekaj formi. Za razliko od morda Ljubljane ali katerih drugih okoliških občin, kjer sta na primer dva medija v konkurenci, je vzhodni del Slovenije pravzaprav pod monopolom Večera. Zaradi tega je pomen Večera izredno velik, verjetno podobno kot Primorske novice, in lahko se sklepa, da je tudi vpliv Večera izredno velik in je to izredno pomemben medij. Zdaj, tisto, kar ste dobili v gradivu, to so pravzaprav naše, na primer, notranje zadeve, v Večeru to se dogaja, so takšni primeri, ampak nekako naše stališče je, da poskušamo to rešiti od znotraj. Torej z sklicovanjem aktivov, z neprestano debato in tako naprej. Torej teh komunikacijskih kanalov ne želimo presekati. Tudi danes smo imeli aktiv in tako naprej. In upam, da bomo pač nekako te zadeve rešili. Rad bi pa povedal pravzaprav nekaj drugega. Zdaj, če govorimo o tehnikah obvladovanja. Če bi si, na primer, če bi lahko narisal, morda boljše bi bilo, slika včasih pove več kot besede, če bi narisali pozicijo Večera, bi ga verjetno narisal kot časopis, ki ga ima na vrvici, ki jo lahko kadarkoli zategne. Zdaj, to, na primer, dvomim, da je pri delu, ali morda kje drugje, pri Večeru to sigurno bi bila takšna karikatura. In v takšnih razmerah, v takšnem okolju je v bistvu težko delati, ne samo za novinarje, konec koncev tudi za vodstvo. In, na primer, če pogledamo samo današnji dan, kaj se je vse na današnji dan napisalo in po medijih o Večeru, to sem se na hitro napisal. Napisalo se je, da bo odgovorni urednik poslal Metod Brglec iz Demokracije. Napisalo se je, da pride nov direktor Lasbacher iz Demokracije. Napisalo se je, da gre naš direktor v Makedonijo na diplomatsko pozicijo. Napisalo se je, zdaj ne vem, če danes, morda, nisem prepričan, da nas bodo priključili k delu. Ne vem, da bodo ukinili ljubljansko dopisništvo, to si nisem prepričan, da bo danes, ampak še nekaj se je napisalo, da so rezultati poslovanja Večera katastrofalni. Zdaj, očitno je, da so to nedvomno plasirane informacije. To je dokaz pritiskov, ki se dogajajo na časopis. In imajo seveda, gotovo imajo vpliv. Zdaj, tudi pri najboljši volji, pri najbolj profesionalnem uredniku, novinarju je ta pazljivost, kaj se napiše, velika. Včasih se vračamo v neke partizanske čase, kjer pišemo med vrsticami. Včasih prva stran ne pove tistega, kar morda včasih že želimo, ali pa naslov ne pove tistega, kar je glavno sporočilo. Pravzaprav vse iz teh razlogov, da
da se Večer kot nek samostojen medij zaščiti in da ne pride nekomu na pamet, da ga enostavno povozi. V bistvu to... Govoriš ekonomsko ali politično povozi to meni? Ja, pravzaprav ekonomsko, mislim, prvo ekonomsko, ne, lastništvo, govorimo lastništvo. Skratka, pravzaprav bi morala biti javnost pozorna na to, kar se dogaja, na primer pri Večeru, biti pazljiva, morda ne na takšen način, da dela komu kakšni rumeni tedniki uslugo, ne vem komu in dopuščajo te kanale pritiska. Ker seveda v primeru, razlogi se lahko tako najdejo, racionalizacija poslovanja, kajkoli, če se Večer denimo priključi k delu, naprimer, pač zaenkrat lahko rečemo dvojno, da se to zgodi, ampak to sigurno ne bi prispevalo k neki pluralizaciji, izgubili bi enostavno en neodvisen medij. Tako da to bi bila nekako generalna slika. In sicer me zanima samo, ali so informacije, da naj bi Večer se priključil delu resnične ali strte zvite? Strte.